Meja med Sirijo in Irakom je zdaj pod vse večjim pritiskom milic, ki jih podpira Iran. Sirijska vojska je zvišala stopnjo pripravljenosti, odpoklicala osebje z dopusta in naj bi po poročilih napotila dodatne sile v bližino meje, Čeprav Damask tega ukrepa javno ni komentiral. To se dogaja, ko se Bagdad sooča z rokom 30. septembra, do katerega mora spraviti iransko podprte oborožene frakcije pod državni nadzor. To je čez manj kot 2 meseca. In sredi ponovljenih napadov milic in odpora oboroženih frakcij, Obljuba premijeja Alija Al-Zaidija, da bo vsa orožja spravil pod nadzor države, se še vedno zdi precej nedosegljiva. Z nami je Intifat Kanbar, predsednik organizacije Kurdish Protection Action Council v Washingtonu in nekdanji tiskovni predstavnik namestnika predsednika vlade Iraka. Intifat, vedno je lepo, da ste z nami tukaj na II24 News. Kaj je razlog za to vojaško kopičenje ob meji med Irakom in Sirijo? Lepo je biti z vami, Nikol. Milice v Iraku so velik problem. So skupine, ki delujejo za Iran. Poleg tega, če se poglobite v podrobnosti njihovega vedenja ali delovanja, je še bolj strašljivo. Ker jih zdaj ne vodijo niti več sami voditelji milic, ali kot jih jaz imenujem, gospodarji milic. Vodi jih operativci IRGC znotraj Iraka. V Iraku je približno 60 takih operativcev, ki jih vodijo. Ampak nikoli, če pogledaš nedavni napad na Saudsko Arabijo, vidiš, da je tu zelo zaskrbljujoča podrobnost. Napad so izvedli Hutiji v imenu Irana. Hutiji iz Iraka. Primer Saudske Arabije ti pokaže, kako Iran uporablja vse vrste terorističnih aparatov kot orodjarno terorja za napad na regijo. Torej, je bil Irak le kraj, kjer so te milice Hutidži so ga uporabili s pomočjo PMF in Al-Shabi za izvajanje napadov na Saudsko Arabijo. In to je zaskrbljujoče za regijo. Po besedah iraških virov, na sirijsko-iraški meji je bilo veliko število milic, ki so manevrirale. Veste, ta meja je izjemno pomembna, Nikol, za Iran, ker je to pot, po kateri lahko Iran prenaša orožje in borce skozi Irak preko sirijske meje do Hezbolaha v Libanonu. In zdaj Sirija duši to oskrbovalno pot. Torej je to zelo zaskrbljujoče in stavim, da ima sirska vlada, slišal sem, sirska vlada, predsednik Bašar, pošilja sporočila Iraku, da so seznanjeni s temi manevri milic in da so previdni glede tega. In ne bodo stali križem rok in bodo ukrepali. Torej so napetosti zelo visoke, čeprav je videti nekoliko mirno. Ali obstaja resnično tveganje, da bo meja med Sirijo in Irakom postala nova fronta v regionalnem konfliktu? Ali pa gre bolj za premikanje orožja in borcev, kot ste omenili? Da, Nikol, obstaja tveganje in tveganje, ki ga lahko vam opišem na naslednji način. Sirska vlada je pred približno mesecem dni, pred nekaj tedni, zajela cisterno, ki je prečkal mejo iz Iraka v Sirijo, očitno prihajal iz Irana, ki je bil naložen z optičnimi vlakni, kabli, droni, ki jih uporablja Hezbolah za napade na izraelske vojake in jih ubija v južnem Libanonu, ker so nezaznavni ali jih je težko zaznati. Zato izvajajo napade iz presenečenja in ubijajo. Iz svojih vojaških izkušenj temu pravim orožje, ki bi lahko spremenilo pravila bojevanja v južnem Libanonu. Mislim, da glede na libanonsko-izraelska pogajanja in vlogo ZDA kot posrednika, je Iran poskušal poslati to orožje, da bi povzročil velike izgube izraelskim vojakom in spremenil ravnotežje v bitki. Torej, Sirija očitno noče biti del tega kaosa, noče biti del tega konflikta. In zasegli so ta velik tovornjak, velik cisterski tovornjak, poln zelo sofisticiranega in kakovostnega orožja, kot sem rekel, da bi spremenili fronto v južnem Libanonu. Tako nevarno je to. Mislim, iraška vlada, predsednik vlade Zaidi se zelo, zelo trudi, da bi stabiliziral razmere. Spomnim se tudi, če smem dodati, iraške sile so odšle v Džalafah al-Saha, območje južno od Bagdada, ki so ga zasedle te milice in poskušale vstopiti.
In potem so jih, po mojih virih, milice obkolile. In potem so v Siriji milice streljale v zrak, iraške vojaške sile pa so se morale umakniti. Tako je velik del Iraka še vedno pod nadzorom milic. Napadajo države v zalivu v imenu Hutijev in drugih posredniških skupin, ter prav tako tihotapijo orožje ali poskušajo tihotapiti orožje Hezbolahu v Libanon skozi Sirijo. Meja, na katero bomo morali še naprej paziti, kot kaže. Intifat Kanbar, hvala, da ste se nam pridružili na II24 News. Hvala. Hvala.